Če spremljate družabna omrežja, potem ste zagotovo zasledili našo objavo za naslednji eksperiment. Prvi eksperiment, ki smo ga izvedli, je bil s tistimi kandidatkami, ki so bile v fazi menopavze in so želele obrniti svoje življenje na bolje, da spoznajo in vidijo, kako polno lahko živijo šele po menopavzi. No, eksperiment je opravljen, več kot odlični rezultati, ki še vedno trajajo in rastejo. Tokrat pa smo se odločili za drug eksperiment na področju, ki je pravzaprav najbolj zmanipulirano, na področju, kjer se zgodi največ napak, največ pravzaprav poškodb dobesedno na telesu, in to je hujšanje. V klepetu ob kavi smo že davno nazaj rekli, da hujšanje besedo sploh prepovedujemo in bomo namesto tega uporabili besedo vitkanje. In evo tak holističen pristop vitkanja, to je naš naslednji eksperiment. Že smo izbrali 4 kandidatke, danes so v moji družbi, zdaj boste spoznali tudi vi. Zdravo, Valentina. Živjo. Darinka, Barbara in pa Romana. Evo, zdaj smo v tisti štartni poziciji, enkrat smo se že slišali, v tem smislu, da smo malo videli, v katero smer bo šlo pri vsaki posebej. Valentina, zakaj si se v bistvu ti prijavila? Ti si zdaj po porodu, ampak sicer, zakaj si začutila? Zato, ker imam še vedno 15 kil preveč, pa se niso samo kilogrami, ampak se tudi bolj slabo počutim, še prihajam k sebi. Med nosečnostjo sem bila zatečena, imela sem visok pritisk, vrnile so se mi alergije, astma in rada bi, da bi se malo boljše počutila. Super, to je odlično, ne samo zaradi sebe, tudi zaradi svoje hčerke seveda. Zelo velikokrat se namreč zgodi, da ravno po nosečnosti se tudi pojavijo težave s ščitnico, pa se vrnejo take in drugačne zadeve, ker dejstvo je, nosečnost te izčrpa. Ker telo v trenutku, ko je nosečo, nič več ne gleda nate, ampak vse najboljše za otroka. To je v bistvu taka narava. Tako da je super čas, da si se odločila za tale eksperiment, ki bo uvod v vse ostalo, kar boš potem sama delala doma. Hvala, Valentina. Se še vrneva predvsem na tvojo tuno tudi. Darinka, zate bi pa človek rekel, ja, kam pa še kaj rada zgubila? Ja, se to večina rečejo, ampak pač moje zdravje pa vse ostalo so se nabrali kilograme okrog trebuha predvsem in motijo to, ja. Pa hormoni, itak, ja. Ok, definitivno bomo pogledali, kaj se dogaja s hormoni, sicer pa ta maščoba, ki je na trebuhu, to ni maščoba, ki bi se lahko znebila s telovadbo, ampak prej z meditacijo, prej s prehodi, prej dejansko s sproščanjem. Prav spomnim se v eksperimentu pri menopavzi smo imeli eno, ki je zelo veliko telovadila in to fizično aktivno vsak dan in se mi prepovedala. In sva se kregale. Na koncu je bila pa najbolj zadovoljna, pa še 10 kil je izgubila v 3 mesecih. Tako da, jaz sem se pripravljena kregati z vami, ni problema. Super, Darinka, bova pogledali, definitivno imaš tudi par drugih simptomov in pa tudi diagnoz, ki jih je treba vzeti v zakup. Fino. Barbara, povej, kako, zakaj? Jaz se pa v bistvu že s temi svojimi kilogrami že kar dolgo časa ubadam. Prešla so že mnogo mej, pa sem že shujšala, pa so se vrnili nazaj vsi kilogrami. Prvi preboj, moram reči, že bil, ko me je osebna zdravnica predlagala, da grem na v bistvu hujšanje prek zdravstva. In je bilo super vse. Zdaj hodim še vedno na telovadbo, ampak kilogrami so še tukaj. In sem začela razmišljati pa delati na sebi in sem ugotovila, da verjetno me neki bremza vse, ker v bistvu ni napredka. Nekako se zmeri vrnem na stara pota in je tukaj nek vzorc. In to je to. In potem sem si mislila, ker sem videla vašo objavo, pa je pisali, ni za ljudi, ki se ne bi radi izpostavljali. Ampak sem si mislila, že celo življenje se skrivam za kilogrami, dovoljene. Zdaj moram imeti svojega obdobja ven in sem obdobja in to je to, da sem tukaj. Iskrene čestitke, Barbara.
Definitivno sem tudi jaz takoj pred tebi začutila, da so eni vzorci, ki jih je treba rešiti na drugačen način. Torej ne samo za dieto, pa v tem smislu. In super je, da si že sama prej ugotovila, da imeti preveč kilogramov ne da ni lepo, ampak ni zdravo. Ja. Predvsem je v tem fora, ni Ja. zdravo. A ne? Tako da, Barbara, tukaj ti bom dala nekaj zadev za prebrati, pa tudi na kakšen pogovor te bom poslala Editi Tomič. Predvsem zaradi tega, ker včasih so kakšne zadeve, zaradi katerih se dobesedno skrivamo za kilogrami. Sicer pa verjetno ste že ugotovili, da ta jojo efekt, Ja. ne? To je to, ja. Ja, ravno zaradi tega, ker toliko krat kdo piše pa reče, pa dajte se tega lotiti, pa hujšanje, pa ono, pa tretje. Res ne maram hujšanja, zaradi tega, ker je veliko preveč agresivno, veliko preveč škodljivo, predvsem pa uničujoče za hormonsko ravnovesje in velikokrat so kilogrami ravno zaradi hormonskega neravnovesja. Poznam punce, ženske, mame, dame, ki imajo osebne trenerje, ki komaj da jejo kaj več od solate, pa v bistvu ne spravijo kilograme dol. Podhranjeno telo, a ne? Tako da bomo našli tukaj definitivno način. Evo, in Romana, pozdravljena, zakaj se pa ti prijavila? Predvsem zaradi slabše samopodobe, ker imam preveč kilogramov, čutim včasih, da mi niha energija, včasih imam preveč energije, včasih manj. Ravno zaradi nepravilne prehrane, kako jo zaužijem. Ne. V službi, ko je stresno, nimaš časa miro obroka zaužiti, tisto na brzino poješ. Potem so kakšni prazniki, so sladkarije na mizi, ne znaš reči ne, ko imaš pred seboj. To je predvsem, da bi se znala upreti tej hrani. Tudi zaradi tega, ker imam kar nekaj sorodstva po očetovi strani, ki sta že bila teta in stric na zmanjšanju želodca, sama ne bi rada na tak način končala, pa bi v bistvu rada sama, da si zmorem to na naravni način doseči, pa da bom bolj zadovoljna v svojem telesu. Čiste čutim tukaj, ker sem imela tudi sama tak občutek, kakor da sem dobesedno ujeta v hrano. Da hrana nadzira moje življenje, sploh ne jaz hrane in vsega ostalega. Tako da, ja, te razumem, definitivno te razumem. Ok, a ste si prebrali kaj vas čaka? Smo? Ja? Česa vas je strah? Česa? Kjerga dela? Ja, da mi prehrani ne bo ratalo. Ok, Ja, ok. tega najbolj. Razumem tvoj strah, ker vem, da kadar si recimo neprespan, utrujen po nosečnosti, se zelo velikokrat zgodi, da pogosteje posegamo pri prigrizkih, in prigrizki ne gre, a ne? Ne gre, nikakor ne gre. Potem pa samo več ješ, v bistvu pa naš želodec, ki nekaj začne delati, mora to tudi dokončati. In najlažje si predstavljamo na ta način, da ko damo prat v pomivalni stroj, vmes ga ne odpremo, a ne? Pustimo, da do konca naredi. Tako da, to je, kar se tega tiče. Je kakšen strah prisoten? Ne? Ne. Ok, super. Prva zadeva, ki jo imate vse štiri, je osnova in to je 30 dni brez sladkorja. 30 dni brez sladkorja je en tak dober štart. Jaz sem začela s 30 dni, pa sem zdaj že na enem letu. Tako Bravo. da se da, definitivno se da. V priročniku boste tudi razumeli, zakaj zdaj le sladkorja ne. Zato, da se vam povrne polno delovanje imunskega sistema, kar je zelo, zelo pomembno. In pa, da tudi morebitne parazite, ki so v vas in zagotovo so, ker so v vseh nas, da morebitne parazite izstradamo ali pa da se vse malo poskrijejo v črevesne gube in da naredi prostor ravno v tem. Ker te sladkarije in podobne zadeve, obnašanje vodijo lahko tudi paraziti. V tem smislu, da mi hočemo to, moramo to in vse ostale zadeve, ki sploh to nismo mi. Paraziti zahtevajo hrano in lahko vplivajo na naše vedenje v tem smislu. Zdaj, kar neki ste že tudi vprašalnik izpolnili, ste že dobili moj prvi feedback, kako se vam je zdel? Odlično. Prebrala si nas v nulo.
Evo, pri tem sodeluje cela ekipa strokovnjakov, tako da evo, bom jaz kar povedala v neki taki osnovi, kaj bova delali. Valentina, midve bova imele suho ščetkanje vsak dan. Pomembno nam je, da bova v bistvu res odprle limfne kanale, kar se tega tiče. Sicer pa čisto lahkotni sprehodi, dojenje v tišini, v miru in predvsem zelo veliko vode. Veliko vode in pa v prehrani dosti maščob. Torej, maščobe so ti zdaj tako in tako zelo bistvene. Tako da, kar se tudi tiče, ne vem, sladkorja, sadje, komot. Komot dejansko uživaš, zato je pomembno, da si čustveno stabilna, da se dobro počutiš, zaradi tega, ker to vpliva tudi na tvojo hči. Poleg tega 6 datlov na dan boš zagotovo zaužila. 6 datlov na dan. Okay, bo šlo? To je neka taka minimalna. Uživala boš eko zelenje. Naslednji mesec boš uživala eko zelenje, zaradi tega, da ti dovede mečkeno energije noter, da ti ščisti kri dejansko. Tako da eko zelenje definitivno in pa formula za jetra in črevesje, to boste v bistvu vse uživale. To je kot ščetka za jetra in za črevesje, zato da se v bistvu popuca in da se naredi prostor. Tako da ena stvar, ki boš pa nehala delati, je pa to, da uživaš tuno. Ja. Kakšen je tvoj odnos s tuno? Ja, malo pretiravam z njo. Pa vem, da je dosti težkih kovin notri. Koliko časa že, pa koliko tune uživaš? Pred nosečnostjo sem tam 3 konzerve na teden. V bistvu že celo življenje, med nosečnostjo sem malo nehala. Zdaj jo sicer malo manj, sam itak se mi je nabralo že toliko težkih kovin, najbrž da. Okay. Tuna je vir beljakovin in iz tega stališča je super. Ampak tuna danes ima res ogromno stvari, ki povzročajo, da naši hormoni ne delujejo, kakor morajo, da imunski sistem ni v redu. In v bistvu s to tvojo tuno so povezane tudi tvoje alergije. Zdaj pa pri težkih kovinah je pa tako, si pogledala, kaj je priročnik, ki je na spletni strani? Ja. V bistvu imaš po fazah, a ne? Se pravi, prva faza je, da gre iz krvi ven, druga faza je, da gre iz tkiv, v tretji fazi bova midve šele prišle do tega, da bo šlo iz kod drugot ven. In tukaj boš pač rabila malo dlje, kar se tega tiče. Tudi, ko bo eksperiment končal, ti predlagam, da nadaljuješ še definitivno naprej. Okay. Tako da tukaj so težke kovine, so kar velik izziv, ampak se da. Ko pa to zrihtaš, pa kar zacvetiš, kaj je ena rožica. Tako da to je pri tebi. Darinka, pri tebi bi rekla, da kaj ti misliš, da je tvoj osnovni problem? Povej. Temeljni? Kako vedno. Stres. Kar sem jaz sama ugotovila, glede na tvoj vprašalnik in tvoje odgovore, naučiti se moraš meditirati oziroma predvsem negovati notranjo tišino. Kako bo šlo s tem? To je kriza, ja. Ja? Kakšnem smislu? Meditacija, to meni sploh ne gre, se ne moram pripraviti. Težka bo, ja. To je pa edina stvar, ki mogoče res. Se bojim, ja. Kaj pa sicer, s čim se ukvarjaš, da ti je meditacija povzroča malo ono, oh moj God, zdaj se bom pa mogla umiriti? Na jogo hodim, to je, ja. Ok, to je nek tak začetek. Dosti dobra zadeva, se mi zdi, ja. Pa seveda na sprehod z mojo kužiko. No, ti sprehodi so definitivno super. Pri tebi bi radi spravili kortizol v red, kar pomeni, da bo zelo pomembno, kdaj se vstajaš in kdaj se zbujaš. Torej, kako imaš zdaj ta ritem? Ja, vstajam dokaj malo, no. Se pravi, tam 7 sem že kar, ja. Ampak spat grem pa res pozno. Kdaj pa? Po 11. Po 11 uri. Ok. Začela boš za pol ure. Pol ure prej, pol ure prej, pol ure prej in boš prišla do 9:30 v postelji. Ok. 9:30 v postelji, ok? In pa 2 uri prej nobenih ekranov. To pomeni 9:30, 8:30, 7:30, konec televizije, konec mobitela, konec tablice in zmanjšanje luči po celi hiši. Ok. To ti je ena taka osnova, to ti bo povzročal največji izziv.
in pa, ko boš prišla v posteljo, 10 minut dihanja, to ti bom itak pokazala, kako pa kaj, sicer je pa ogromno brezplačnih naših meditacij. Tako da to je pri tebi tista osnova. Ja, bova tudi malo pospucale črevesje in jetra, kar se tega tiče, ampak to je pri tebi najbolj bistveno. Mislim, da imamo tudi ekozelenje zate, da ti ga bomo dodali. Zaradi tega, da bo šlo lažje, da boš imela bolj tudi svoje misli pod kontrolo in hkrati, da bo prišlo malo več kisika v tvojo kri. Tako da to je, kar se tega tiče. Ok, fino. Barbara, tebe smo že rekli, da te bomo poslali malo Editi na en pogovor. Odlično. Sicer pa fokusiraj se predvsem na to, da zdržiš 30 dni brez sladkorja. Vsaj 30 dni, se bo malo več, a ne? In da ujameš to, najhujše bo 3., 4. dan, po 5. dnevu bo pa vedno lažje, po 30 dneh boš pa sploh pozabila oziroma boš ugotovila, da imaš več sebe. Ja. Te okolica podpira pri tem eksperimentu? Vejo za to? Ja, vejo. Nekateri ja, nekateri ne. Okay. Romana, pri tebi sem ugotovila, da uživaš zelo malo beljakovin oziroma premalo beljakovin, da pH ravnovesje ni ok. Prej sem ti dala tudi na testiranje sodo bikarbono, nič se še ni rignal, kar pomeni, da je tudi želodec nizka kislina. Hkrati sem videla, da imaš zavito limfo in zelo rada imaš testenine, ne? Tako da kar bova naredila je definitivno ekozelenje, tudi 2 vrečki na dan, zaradi tega, da pridobiš nazaj pH ravnovesje. Zdrave vire beljakovin, take, ki so ne tuna iz konzerve. In pa definitivno tudi formule za jetra in za črevesje, kar te bo bolj postavila v bistvu v to, da daš stran tudi vso bitterness, grenkobo svojega življenja. Kajti s tem so tudi povezana jetra. In spremljala vas bom preko videoklicev tudi kaj z vsemi našimi strokovnjaki, ki so vam v bistvu v tem času na voljo. Podpisali ste pogodbo, kar pomeni, da se morate držati vseh teh navodil. Koliko kimajo? A imamo to na kameri? Koliko kimajo? Ja. In se vidimo čez en mesec znova tukaj na snemanju. Tako da, evo, kaj pričakuješ? Boljše počutje. To mi je najbolj pomembno. Okay. Ja. Ja, isto. Boljše počutje. To je to, ja. Predvsem to. Da odkrijem vzroke, kaj me bremza, in to je to. To je bistvo vsega. Vse ostalo, tako vemo, se smo že toliko vsega preslišala, ne dal čez, ampak to je pa ena točka, ki rabam jaz preskok. Super. Kaj pričakuješ? Podporo, da imam predvsem, pa da bo vitalna malo bolj, pa predvsem, da mi energija ne bo nihala, da ne bojo enkrat bom polna energije, drugič brez energije, predvsem te stvari. Ok, kaži mi sladkor. Ja. Super. Evo, jaz se veselim tega potovanja z vami. V resnici imamo zelo malo časa za ta eksperiment, tako da ne bomo dosegali rezultatov 10 kil manj in podobno, ker kilogrami tukaj niti niso tako zelo pomembni, kljub temu, da ste se danes vendarle zvagale. Kako ste zvago, kaj? Niso prijateljice. Ne? Ne. Ne? Ok. Je kjero presenetal? Ne? Ok, se vagate, tehtate? Občasno. Občasno. Ja. Okay. Bolj zjutraj, ne, kot zvečer. Ja. Spremljajte tudi našo zaključno oddajo, kjer bodo punce zelo iskreno povedale, kje je bilo, kaj je delovalo in kaj ne. Ne pozabite klepet ob kavi z takšnimi eksperimenti in z vsemi, kar dejansko razlaga, širi, v bistvu pokriva 3 bistvene sisteme in to je prehrana, navade in druga pomagala, ki sama po sebi ne delujejo, ampak potrebno je pristopiti celostno. Kaj več na klepetobkavi.si, eksperiment vitkanje.